da vas lahko ponovno gostimo, čeprav danes v nekoliko manj ugodnih okoliščinah. Številni naši kraji so žal na udaru visokih voda, nekateri celo odrezani od sveta. Ampak prlečke in prleki znamo stopiti skupaj. Takrat, ko je hudo, kot danes, se trudimo po najboljših močeh zagotoviti varnost in čim prej spraviti življenje nazaj v varne in normalne tirnice. Vendar tudi, ko življenje teče v bolj vsakdanjem ritmu, nikoli nismo ravnodušni ali vdani v usodo. Prav nasprotno. Že stoletja v našem okolju uspevajo inovatorji in drzni iznajdilci idej, ki spreminjajo ustaljenost okolja. Poglejmo samo tradicije, po katerih nas najbolj poznajo. Konjeništvo, vinarstvo, kulinarika in kultura v vseh svojih pojavnostnih oblikah, od folklore do filma, vse to so tradicije, ki se niso rodile v želji po ohranjanju začetnega stanja, ampak so prišle v ta svet kot inovativne ideje, ki so našemu okolju dale povsem nov zagon. Pred dnevi sem na slavnostni akademiji ob praznovanju ljutomerskega krasača dejala, da denar, tehnologija ali oblast niso tisti vzvodi, s katerimi se začnejo spremembe. Ta vzvod je ideja, ki premika ljudem k dejanjem, jim daje pogum in jih združuje v človekoljubni dejavnosti. Dejstvo, da naše ponosne tradicije živijo tudi danes, je najboljši dokaz neskončne moči pravih, pozitivnih idej, ki izhajajo iz posameznikov in skupine ljudi, predanih žlahtnim ciljem za širše dobro. Poleg tega pa ideje, ki uspevajo skozi stoletja, za seboj puščajo nekaj še bolj dragocenega, sled lastne preteklosti in iz nje izhajajoče identitete. Folklorna umetnost je del prleške identitete, naš stik z lastno preteklostjo in naša popotnica za prihodnost. Številni ljudje, ki vlagate veliko truda in energije v to področje, dosegate izjemne rezultate. Zahvaljujoč vašemu nesebičnemu in pristnemu delovanju se uresničujejo izjemni projekti, kot je na primer tudi vaško kulturni dom v Babincih. Za vaš trud in izjemno delo se vam iskreno zahvaljujem. Zato me priložnosti, kot je današnja, spomnijo na življenjsko resnico, da tisti, ki jih lastna preteklost spravlja v zadrego, ne morejo nikoli biti sproščeni, samozavestni in pristni. Vse to me spominja tudi na znano misel, da človekova dežela ni neko področje, na katerem se razprostira zemlja, se dvigujejo planine in tečejo reke, ampak je ta dežela sestavljena iz temeljnih in pozitivnih načel. Človekova domoljubnost pa je zvestoba do teh načel tudi takrat, ko je to najtežje. Spoštovani ljubitelji in prijatelji folklore, hvala, ker ste danes tukaj z nami in nam boste pripravili veliko veselje z vašimi nastopi. Pred vami sedi hvaležno občinstvo, ki razume in ceni vašo ustvarjalnost. Želim vam lep festival in prijetno počutje. Hvala lepa.
Moja beseda je zakon. Pa pazi za to. Vsaki dan boš mi tako dobro večerjo naredila, veš tisto svečano pa tak. Te po večerji va šla v postelo, tam va delala taka gon jaz ščeja, te boš mi bonu vodu nalila, tak z mehučki. Te boš me še smasirala, ja. Pa kaj misliš, da mi pižamo prinesla pa lepo po časa? Čuješ, jaz bi rekla, kot delavec pogrebnega zavoda Bratuša.
tudi v imenu turistično-kulturnega društva in vseh mojih pomočnikov, kjer se trudimo, da smo danes tu. Najprej bi se zahvalila vsem skupinam, ki ste nam zaupali vašo soudeležbo in ki ste danes tu plesali. Prosim gospo županjo, če bi še kakšno besedo povedala ob zaključku. Hvala lepa. Glede na to, da sem bila izzvana s strani naše predsednice, bi res se tudi jaz v imenu občine Ljutomer, pa tudi v svojem iskreno zahvalila vsem, ki so danes nastopili. Doživeli smo odlično popoldne in tako, kot je že predsednica dejala, ne smemo nikoli obupati, zaradi tega, ker to jaz lahko z zagotovostjo potrdim. Jaz sem v teh letih spoznala ogromno dobrih ljudi in z dobrimi ljudmi je res lepo delati. Zaradi tega, ker se lahko srčen, ker se lahko res ponosen na to, da imamo to, kaj imamo. In tudi ujme nas seveda ne odvrne od tega. Da pa nekdo tu naprej vleče, pa je seveda zaslužna največ Jožica, ki bi se jaz tudi od srca iskreno zahvalila. Če naša Jožica ne bi bilo tem, mi tudi sigurno ne bi nazvili v te dvorane. Tako res iskrena hvala za vso vašo pozitivno energijo, za vso to radost, ki jo dobrete, pa Bobenčance, skljub držite, ker se bomo vsi z naše občine super. Še enkrat, res iskrena hvala vsem, dobro počutje. Zdaj bom jaz Jožici samo objem dola, vi boste fez zaploskali, ker jaz sem od totih poplav vseh nas se zahvala doma pozorila, se opravičujem.